Živijo, en lep pozdravček, teta Barbie tukaj z vami. Torej, to je moj nov naziv od prejšnjega tedna, zato se mal privajam in tisti, ki me poznate, veste pač, da je to tudi moj del mojega humorja. O tem vam bom povedala kaj več, kdaj drugič, a ne. Prejšnji teden sem bila nečaka, s katerim se že pogovarjal, odkar še bil v Trebuščku, ampak, kot sem rekla, o tem, kdaj drugič. Na tole ponedeljkovo jutro, jaz osebno opažam, da največkrat v ponedeljkih uporabljam, oziroma najpogosteje uporabljam torej to vprašanje, komu to pripada. Ne zaznavamo vse tiste ljudi, ki se odpravljajo v službo, ki jim je težko iti v službo, ne? In kljub temu, da ne hodimo v službo, torej da pač delamo na drugačen način, ne? Zaznavamo te stvari in se potem smo celi taki, kako bi temu rekla, popipsani, ne? In če se tudi to vam dogaja, dajte se spraševati, komu to pripada. Živijo Mojca. Tudi recimo, če hodite v kako službo, ne, pa recimo, da v ponedeljek, da vam je težko iti v službo, sploh ne veste, zakaj pravzaprav. Dajte se vprašati, komu to pripada, ne, ker lahko zaznavate vse druge, ki grejo v službo ali pa katere od vaših sodelavcev, a ne. Dejansko ni pomembno, pač ne iščemo tukaj odgovora, pač komu to pripada, ampak samo že s tem vprašanjem ločimo tisto, kar ni naše, od tega, kar je naše, a ne. In včasih se boste morali to velikokrat zaporedoma vprašati, da bo ta zadeva zginila, ne. Torej, namen današnjega javljanja v živo pa je to, da dejansko začnete v svoje izbire, ko karkoli kupujete, vključevati svoje telo. Ker zakaj pravzaprav kupujete stvari? Za svoje telo, ne? Če ne bi imeli telesa, potem tudi teh stvari, ki jih kupujemo, ne bi potrebovali. No, in danes mogoče bi se tako osredotočila recimo na oblačila, ne? Ali pa ne vem, recimo obutev ali pa kaj takega, ne? Torej, če ste vsaj malo podobni meni, ne hodite radi po trgovinah, oziroma jaz ne hodim rada v trgovino, no. In sem začela tako enostavno telo spraševati. Sem rekla, okej, telo, naprimer, da rabim neke, ne vem, kavbojke, hlače, obleko, karkoli, čevlje, ne. Rečem telo, okej, daj pokaži mi, a ne, kje je to. Ne, lahko se bom znašla, naprimer, v nekem čisto drugem mestu, naprimer v Kopru, in me bo telo povleklo čez cesto v neko trgovino, za katero mi sploh ni jasno, zakaj me pač tja povleklo, in bo tam nekaj, kar si moje telo želi. In potem mi bo jasno, ne, ko bom prišla v tisto trgovino, mi bo jasno. In začnite tudi opazovati svoje telo, ne, ko pomerjate recimo različne stvari, da vam bo telo začelo se odzivati na drugačen način. Ne, in jaz recimo, če si vzamem ful stvari za pomeriti, ne, določene telo je, ne. Pri določenih je kar tako. Mislim, vsak od vas bo to na drugačen način zaznaval, ne, moje telo, mislim, zdaj že vem, ne, že vem, kak jezik govori moje telo, in ko si dam recimo neko stvar na sebe, ko recimo si res moje telo jo želi, oziroma v njej se dobro počuti, a ne, mi bo pač na določen način reagiralo, običajno tako, kar naredi, tako, ali ne, ali pa se počutim ful dobro v tisti stvari, ne. Tako da začnite to opazovati, a ne. In zakaj pravim, začnite vključevati telo v svoje izbire? Zato, ker veliko ljudi deluje na tak način, da potem gledamo na cene. Lej, tole je pa zdaj toliko, to je pa toliko, ne, pa bom raje to cenejšo stvar vzela, pa bla, bla, oziroma vzel, a ne. In če se vaše telo v tisti cenejši stvari, pa tudi dražji stvari v končni fazi ne počuti okej, vam bo ta stvar res prispevek v vašem življenju. In začnite, recimo, lahko tudi to stvar, ki jo kupujete, ne, ker vsaka molekula ima svojo zavest. Dejansko lahko vsako molekulo komuniciramo, ne. Lahko vprašate molekulo recimo tega oblačila ali pa obutve, karkoli želite, mislim, kar pač že kupujete, lahko tudi v končni fazi hrano ali pa karkoli druga, ampak danes recimo se bolj osredotočamo na oblačila, a ne. Vprašajte, okej, če te kupim, mi boš prinesla denar, oziroma mi boste prinesli denar, odvisno zakaj gre, a ne. In tukaj ne čakamo na to, da nam bo zdaj ta stvar odgovorila nazaj, ja, ne, ampak ko to vprašamo, okej, resnica, če te kupim, mi boš prinesla denar, recimo, da gre za neko majico. In če je energija tukaj zavedanja pri tem vprašanju lahkotna,
to pomeni, da nam bo ta stvar prinesla denar. In to ne pomeni, da nam bo ta stvar linearno nazaj prinesla denar, ampak kaj to pomeni? Stvari deluje zelo nelinearno, ne? Dejansko, ko bomo nosili to stvar, ko bomo oblekli to stvar, bomo izžarevali neko energijo, torej naše telo se bo ful dobro v tej stvari počutila, ne? In potem ali bomo pritegnili neke ljudi, s katerimi bomo lahko nekaj soustvarjali, ali bomo na nekoga naredili tako vtis, da nam bo ponudil neko delo, nek projekt. To je to, ne? In na tak način bomo potem skreirali denar. In ja, zato začnite gledati, v čem se vaše telo dobro počuti in tudi recimo, ja, ne gledati sam na ceno, ne? Zdaj, lahko se bo vaše telo počutilo neki stvari, ki v bistvu tudi ne bo najdražje, ne? Ker mi mislimo večinoma tako, če bomo imeli ves denar, ki si ga bomo želeli, da si bomo vedno najdražje stvari kupovali, ampak v resnici ni tako, ne? Začeli bomo res gledati tisto, kar nam je res všeč, pa v čemer se res naše telo fajn počuti in mu je udobno, ne? Tako da začnite svoje telo na tak način vključevati v svoje izbire, ne? In potem mu lahko tudi rečete, ne? Ok, telo, prispevi, ne? Prispevi h kreaciji finančnih tokov, prispevi, da skreirava denar za to, ne? Ampak običajno, ko boste neko stvar izbrali, ki bo telesu všeč, bo denar za to takoj prišel, ne? Ker telo, ko vidi, da ga vi vključujete v izbire, ki jih delate, ne? Vam bo začelo prispevati. Če pa ga ne boste vključevali v svoje izbire, vam pa ne bo prispevalo, ne? In to še enkrat, ne? Dejansko prispeva na tak način, da začne generirati določeno energijo, ki začnete vi pol oddajati, ne? In ta energija potem, kako bi temu rekla, rezonira v svetu, ne? Torej, čisto drugačno energijo oddajate, drugače se vaše življenje začne kreirati, drugače se vaša resničnost začne kreirati, tako da kar res začnite vključevati svoje telo v svoje izbire, kar dejansko pri vsem, česar se ga tiče, ne? In tukaj pač na današnjem primeru ste videli, na kak način ga vključujemo. In to lahko naredite čisto vse posod, ne? Lea Katarino. Ja, vsak dan in vse lahkotno. Malo sem parafrazirala izrek Is joy and glory. Where love comes with me, is joy and glory. Ja, torej uporabljite ta orodja, kakor za vas deluje, ne? Kar za vas deluje. In tudi vse to dejansko, kar delim jaz tudi ta orodja. Če je nekaj za vas lahkotno, to uporabljite, ne? Če pa za vas ni lahkotno, da čutite neko težo oziroma neko krčenje, ne? Potem pa to za vas ni res, oziroma ste nekje lahko nekoč nek pogled dejansko kupili, ki je zdaj tukaj odzadaj, da pač pri tem čutite težo, ne? Ampak še enkrat, bolj ko boste začeli te stvari uporabljati, bolj ko boste začeli komunicirati s svojim telesom, bolj ko ga boste začeli spraševati, bolj ko ga boste začeli vključevati v svoje izbire, bolj bo to, dejansko bolj boste prepoznavali jezik svojega telesa in bolj jasna bo ta komunikacija, ne? In res še enkrat, telo je eno tako čudovita stvar, ne? Eno čudovito darilo, ki ga imamo, ki smo ga dobili ob rojstvu in ga sploh ne uporabljamo, sploh ga ne vključujemo v svoje izbire, svoje življenje, ampak nam pa omogoča, da skušamo vse v tej resničnosti, ne? Tako da, ja, začnite pa, kot sem rekla, bolj ko boste to vključevali telo v svoje izbire, bolj bo lahkotno vse skupaj in bolj vam bo to dejansko prišlo v navado, to bo s časom postala navada, to vam bo prišlo v kri in pač postal bo to en način življenja, ne? Evo, tole bi bilo za danes, en lep pozdravček vsem skupaj v teh poletnih dneh in se slišimo, vidimo kmalu. Pa, čau, čau.